Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in dragi prijatelji oddaje Veter nosi pesem mojo. Spet je tisti ponedeljek v mesecu, ko smo v studio povabili glasbene goste. Ansambel Utrinek bo danes z nami in njihov član Željko Lončar. Pozdravljeni, Željko. Lep pozdrav vam in seveda vsem vašim gledalcem. Ansambel Utrinek prihaja iz posavskega konca. Tam je sedež. Kako pa ste člani razporejeni po Sloveniji nasplošno? Ja, res je. Tam je sedež in tam je tudi Rajko, ki igra harmoniko, bas kitaro, dober vokalist, humorist. Včasih se pohecam, pa rečem bivši komunist. Potem iz Krmelja je Roman, naš najmlajši član. On igra klaviature, bas kitaro, bariton, klavirsko harmoniko, vrhunski vokal, skratka nepogrešljiv v ansamblu. In jaz prihajam iz Virštanja. Za vse tiste, ki ne vedo, kje je to, to je blizu Podčetrtka, igram kitare, skrbim za nastope, povezujem program, tako da imamo to nekako urejeno. Trije moški v ansamblu, boste kdaj razširili zasedbo s še kakšno žensko? Ja, dobro vprašanje. Ne bomo, pravzaprav moram povedati, žensko smo že imeli, več pevk smo imeli, ampak na našo žalost moram povedati, da smo imeli z vsemi problemi. Vsaka je zanosla. Aha. In potem se ni vrnila nazaj? Ne, potem konc. Ste imeli kaj zraven? Nič se ne ve, nič zraven. Koliko časa je ansambel Utrinek že v teh zabavnih glasbenih vodah? Letos bo 10 let. V tem sestavu, ko smo sedaj, 10 let in ravno ob 10. obletnici smo rekli, da bomo posneli eno zgoščenko, povabili imenitne goste, glasbene, naredili par promocijskih koncertov, tako da se ta 10. obletnica nekako zabeleži. Prej pač nismo snemali, niti smo na festival, seveda v prejšnjih sestavih, ko smo bili ansamblih, različni, vsak po svoje smo snemali, na festivale hodili, od Vurberka do Ptuja. Zdaj smo pa nekako dali prioriteto, možnost tem mlajšim, ki so odlični ansambli, moram poudariti, mladi ansambli odlični, ampak se še uveljavljajo in naj bodo ti festivali njihovi. Nikoli, ne reci nikoli, morda pa še Utrinek kdaj na kakšen festival, ampak zaenkrat ne. Da vas bodo tudi naše gledalke in gledalci bolje spoznali, predlagam, da si zavrtimo glasbeni spot in sicer za pesem Lepi ženski svet. Pa bi mogoče malce spregovorili o tej pesmi, o spotu, kdaj je nastal, kje je nastala pesem, kje ste snemali. Spot smo lani posneli nekje oktobra, drugi polovici oktobra, tako da je že bilo malo za, ker smo zunaj snemali in smo se bali doma, ampak je bil idealen dan. Skladba Lepi ženski svet smo jo pa naredili z namenom za vse tiste mlade fante, ki se bojijo žensk. Tukaj jim sporočamo, ne se bat ženske, to je nekaj najlepšega na svetu, kar priti k njim, predeti jo za roko ali kje druge. Skratka, žensk se držati, ne bat. Ja, Lepi ženski svet in ansambel Utrinek v oddaji Veter nosi pesem mojo. Na svetu ti mi najbolj všeč je lepi ženski svet. Zaradi žensk postal sem godec in priznan poet. V njihovi sem družbi zdaj prefinjenih manir in galanten seksi kavalir. Se spominjam, časih bil sem plah in zadržan. Če sem le zagledal žensko, sem pobegnil stran. Kakor mak zadebal in ostajal brez besed, nobene nisem upal si objet. Najlepše, kar je dal nam Bog, je lepi ženski svet. Brez žensk bilo bi žalostno na svetu tem živet. Rad tistemu povedal bi, ki ženske se boji, da tudi ona vsamljena po fantu hrepeni.
veselici smolo sem imel, več težati nisem mogel, pa sem plesat šel. Je do jutra me učila strah premagati, od tedaj dekleta všeč so mi. Najlepše, kar je dal nam Bog, je lepi ženski svet. Brez žensk bilo bi žalostno na svetu tem živet. Rad tistemu povedal bi, ki ženske se boji, da tudi ona osamljena po fantu hrepeni. Tistemu povedal bi, ki ženske se boji, da tudi ona osamljena po fantu hrepeni. Povedali ste, da ste lansko leto posneli tale videospot Lepi ženski svet. Kje pa je ta narava, ta okolica, kjer ste snemali? Lahko točno povem, to je en kraj, ki se imenuje Studenec, to že je Dolenjska. Bolj znanje tudi, da malce reklame naredim. In na gostilna Janc je tam in čudovit kraj, taka narava, krasna narava, lepa narava, tako da vse ste videli. Ja, pesem, ki smo jo slišali, ki smo jo spremljali, ima tudi prijetno besedilo, melodija je spevna. Kdo pri vas skrbi za te zadeve, za besedila, za melodije, za vse, kar sodi zraven, aranžmaje in podobno? Za melodije skrbi Bojan Lugarič, za tekst imamo Fanika Požek, imamo pa tudi v vašem koncu, ki je zdaj tukaj čisto blizu, eno krasno, sicer po pisanju mlado tekstopisko, Nevenka Kos, ki se jo spoznate že, in bi jo priporočil vsem mladim ansamblom, ker je res čudovite tekste dela. Je težko priti zraven, naprimer pri Faniki Požek, ki je uveljavljena besedilopistka, je težko priti zraven ali vsakega vzamejo oziroma tistega, ki jo zaprosi? Ni bilo vere, težko. Ona ima sistem, ker so različni sistemi, eni hoče melodijo, eni hoče pa prv tekst, pa potem melodijo, nje preneseš melodijo, naredi tekst, ni do mene panike. Silvo Bizjak še nam dela glasbo in aranžmaje, to sem pozabil povedati. Kaj za glasbenike lažje, da se najprej seznanijo z melodijo, najprej z besedilom? Kako gre ta postopek pri vas? Čisto različen. Pri nas je najprej melodija, potem pa na melodijo tekst. Kje pa ansambel Utrinek nastopa? Kje radi pojete, kje radi igrate, kje se pojavljate? Dobro vprašanje. Mi igramo vse posod po celi Sloveniji, pravzaprav kjerkoli nas povabijo, vsi tisti, ki nas poznajo, vedo, da znamo narediti en taki pravi žur. Prilagajamo se. Imamo zelo širok program. Zdaj, če so to bolj mladi, igramo bolj zabavno glasbo, če so starejši, polnarno zabavno glasbo. Skratka, igramo kot vsi ansambli vse. Igrate pretežno slovensko, tudi tujo? Slovensko, tudi tujo, hrvaško, imamo neke turbofolka, angliške, tudi nemški nekaj. Zdaj smo imeli recimo za silvestrovanje večji del Nemcev in smo pač morali ta program dokaj nemški. Tako da se prilagajamo, kar je tudi prav. Moraš, če hočeš, da zadovoljiš publiko, da zadovoljiš ljudi, moraš biti fleksibilen, prilagodljiv, ker publika danes zelo zahtevna. Če malce pobrskate po spominu, kje ste nastopali v Veselem decembru in kje je bilo to silvestrovanje? Nastopali smo dokaj po Dolenjski, smo največ v decembru. Silvestrovanje je pa bilo tudi prvega, ker ponovadi letos več ni, od lani že, ker ni praznik, tukaj smo pa imeli v hotelu v Termah Olimia, v Podčetrtku. Moram reči, da je bilo krasno, mešana družba bilo, recimo naši je bilo morda samo 20, 22, bilo je zraven teh Nemcev, ki je bilo čez 60, je bilo bivše Jugoslavije, Hrvatov, Črnogorcev, Srbov, skratka mešano. Prav lepo je igrati, točno vidiš ga po glasbi, ga spoznaš, kdo je kje, ne. Kaj je vaš prepoznavni znak? Kaj je tisto, kar je boljše kot pri drugih? S čim se lahko pohvalite? Lahko se pohvalimo s tem, da igramo, da ko smo na odru, z vsem srcem in z vso dušo. Da ne gledamo, žal moram to povedati, po nekateri ansambli, da tisti denar, ki ga res ni veliko danes, ampak mi se igramo, da zadovoljimo publiko, da na koncu, ko grejo zjutraj domov, sežejo v roko z nasmehom na obrazu, reče hvala vam, lep večer je bil z vami. Katere pa so tiste prireditve, dogodki, kjer najraje nastopate, da greste z največjim veseljem? Čisto vseeno. Čisto vseeno,
Ali je to ena 30-letnica, ali je to en Abraham, ali je to ena veselica, ali je to ena čist zaključna družba, posebno sploh ni nobene ovire. Prilagodimo se, izpolnimo vse želje, koliko je možno od tistega, ko organizira. Skratka, se spomnite z kakšne prireditve, z kakšnega nastopa, kakšne dogodivščine, da se vam je zgodilo kaj nepričakovanega, kaj zanimivega, da je bilo treba potem sproti reševati zadeve, da ste bili mogoče takrat v zadregi, zdaj se pa samo nasmejite, ko se kaj takšnega spomnite. Ja, vse veste, muzikantu se zgodi in pripeti marsikaj. Ampak eno dogodivščino, evo tole bom povedal, to je pa en show program, moram tudi povedati to, da imamo odličen show program. Če imate vi fešto, privat fešto, rečete utrinek, jaz hočem dober show program, okusen show program, evo ga imamo. In izmed tega vsega show programa je bil smo imeli eno točko, Horajko, harmonikar, ki je težji od Romana 20 kg, se je oblekel v enega dojenčka. Pa Jaceka zašit nalaž, kapica, duda, ropotulica, od zunaj pa pampers plenica. In Roman ga je mogel prinesti noter, v dvoranu. In jaz pa onadva se zrihtata, poletje je bilo zunaj pri kombiju, grem jaz ven pogledati, vse pripravljal, vse ok, naenkrat, reče Rajko, tako je bil v dojenček oblečen, reče, jo, mašina, si prime, nekaj mi je zašraufal, moram na WC. In on se hitro sleče, tisto pampersko dol, tistega pajaca dol, leti na stranišče, na kar reče Roman, se nasmeji pa reče, glej, ne moreš verjeti, vsega ne moreš razumeti. Ima pamperske, pa leti, ste sleče, pa leti na WC. Ja. Pestro se dogaja in taki veseljaki ste že po srcu, kot ste prej omenili, tako da vam ni težko nastopati. Še ena pesem je tista vaša, avtorska, ki jo bomo danes v oddaji Veter nosi pesem mojo slišali. To pa je Zvezdni utrinek. Kako pa je s to pesmijo? Komu ste jo posvetili? O čem govori? Govori zopet o enih mladih ljudeh. Dva mlada, recimo, gresta čez gozd po noči in čista sama mesečina zagledata Zvezdni utrinek. Kaj češ lepšega? Ja, Zvezdni utrinek in ansambel Utrinek v naši in vaši oddaji. Mesečini sva hodila na sprehod, v svetu lune poiskala znano pot. Vse želje, že stoletja so verjeli vsi ljudje. Če zaljubljen si vesel in mlad, boš sanjam vedno znal roko podati. Zvezdni utrinek vsem tistim zasveti, ki čuvajo sanje sredi srca. Kdor drugemu more življenje ogreti, ta zvezdni utrinek pri sebi ima. So verjeli vsi ljudje. Če zaljubljen si vesel in mlad,
sanje sredi srca, kdor drugemu mora življenje ogreti, ta zvezdni utrinek pri sebi ima. Kdor drugemu mora življenje ogreti, ta zvezdni utrinek pri sebi ima. Ansambel Utrinek gostimo v tokratni oddaji Veter nosi pesem mojo. Željko, 10-letnica je letos tista, ki zaznamuje vaš ansambel. Nič še nisva povedala o vašem imenu. Utrinek, sliši se lepo, tudi lepo pojete, lep ansambel. Odkot pa ime, kje ste si ga zamislili? Utrinek ste že imeli oni prej ime, Roman in Rajko. Ker jaz sem pri 10, ona dva ste že preigrala. Skupaj, jaz sem pred 10 letom, letos bo 10 let. Bilo je pač na eni reviji ansamblov, takrat sem igral v enem krasnem kvintetu, štajerski kvintet se je imenoval, 5 muzikantov, odlična pevka, res fenomenalna glasba, nimškaj, ampak je pa, ni bilo enostavno špilo. Malo jih je bilo, ne? In potem smo se pa srečali, zgodbo moram povedati, smo se pa srečali z Utrinkom, so bili na ena revija ansamblu, je bila, ne vem točno, kaj je bilo 10 let nazaj, in sta ona dva vizitka, si izmenil beseda na besedo in naenkrat telefon. Halo, živijo Željko, živijo tu Roman. Kjer je Roman? Utrinek, kak je Utrinek? A veš, ko smo se doli na onem koncertu, to, ja, si prvo soboto, nijamo kitarist, da gremo na eno poroko. In sem šel in parkrat jim pomagati. Potem so se pa par datumov se pa poklopilo. In eno jutro smo šli iz teh vaših koncev z enega igranja in smo se v Hrastniku razšli, jaz sem šel za Celje, ona dva dol in takrat ste me postavila pred zid, sta pa rekla, zdaj se pa odloči. Mi dva rabima kitarista stalno, zdaj se pa odloči, a boš ali ne, potem se ko nič moram prespati. Všeč mi je bil oni štajerski kvintet, res, ampak 5-6 ljudi. Potem sem prvič ženo vprašal, za kakšne so na svet, ker ponavadi te stvari glasbo jo ne mešam, kaj druga ne rečem. In je rekla, zloči se sam. Pa sem malo res študiral, si pa gledaj, 3, pa špilov so imeli kar dosti. Fajna dečka sta, evo, in sem šel k njima in zdaj sem tam 10 let. Super, omenili ste ženo, ima kaj proti vašim igranjem, je kaj nesoglasi na račun glasbe? Se veste, glasbenikov ponavadi nikoli ni doma. Res je. Glasbenik se ne more poročiti na soboto, ne pravijo. Nima nič proti. Zdaj celo reče, če sem slučajno kako soboto doma, kaj si danes doma? Ne, nima nič. Prej, ko smo bila mlada, je pa bilo res težave. Se res, veste, saj mlad, zaljubljen, mož gre, ona ostane sama. So težave. Potem se pa to nekako navadijo, one in mi, in to funkcionira. Če funkcionira, v glavnem pri nas funkcionira. 10 let že igrate, na začetku oddaje ste omenili, da prihajate kar z različnih koncev. Kje vadite, kako se uskladite, kdo k komu pride, kdaj vadite? Vadimo v Semnici, pri Rajku, pri harmonkarju. Roman on nima tako daleč, on ima enih 20-40 km tja nazaj, jaz imam pa kar 100 km v obe smeri. Ampak če je volja, če je želja, če hočeš delati, če hočeš zabavati ljudi, morajo tudi vaje biti, moraš nove komade pripraviti. Tako da morajo biti vaje. Ste omenili nove komade, spremljate sceno, veste, kaj je trenutno in kaj je trenutno moderno in kako potem to pesem v svoj repertoar vključite, da jo povadite, kako je s tem? Zelo spremljamo sceno. Recimo zdaj je hit, že kar nekaj časa, iz Hrvaške, Varaždina band, Mejaši se imenujejo Zorica. In tako je zanimivo, če spremljaš, tudi če ne spremljaš, te publika opozori. Rečejo, kaj pa Zorico igrate?
Ne, kakšno zorico. In vse je dan sreče, Boži se to najde na YouTubu in ni problema. Se mora naučiti, se mora igrati. Tisto, kar je hit. Pa včasih je hit, ko rečejo hitna muha, modna muha, ne? Mogoče samo 2-3 meseca pa zbledi, ne? Držimo pa se strogo z tistih starih komadov, za te starejše Lojzeta, Slaka, Avsenika, brez tega nikoli ne bo šlo pred narodni muziki, vse ne. Kateri so tisti ansambli, ki jih radi slišite in ki jih tudi radi posnemate, da radi prepevate in igrate njihove pesmi? Zdaj ste 2 ansambla že omenili. Koga še? Recimo Gadis nam zelo všeč. Gadis nam zelo všeč, drugače pa sploh nam ni važno, kateri ansambel je, iz kod izhaja. Važno nam je, če on naredi hit, ki moramo mi igrati. Kakšen pa je protokol na glasbenem trgu? Si ga kar sam naučiš in ga izvajaš? So potrebna kakšna dovoljenja, kakšna soglasja? Kako je s tem? Ja, je čedalje bolj zapleteno. SAZAS, organizator mora plačati SAZAS-u. Ti daš spisek skladb, katere igraš, organizator plača SAZAS-u, zdaj se celo plača, če se glasba vrti iz CD-ja med pauzo. Da so zdaj to kar poostrili. Najhujše pa je, ker imamo prispevku 40%. Zdaj bo celo več. To leto, in to, če računam, da 40%, to je kar, za estradnega delavca, to je kar veliko. 2 pesmi smo slišali, 2 pesmi ste tudi posneli, obljubili ste, da bo kmalu zunaj tudi 3. pesem. Upam, da se takrat spet vidimo v tem studiu. Zdaj pa bomo slišali pesem Ne zaljubi se v obraz. Petovijo jo je nekoč spesnil in zaigral. Spletel si mrežo iz besed.
Ansambel Utrinek predstavljamo v današnji oddaji Veter nosi pesem mojo. Željko, prej ste omenili, da nastopate vse povsod, po vsej Sloveniji. Kako bi ocenili Slovence? So zabavljači, se znajo sprostiti, znajo uživati, znajo plesati? Kakšne so vaše izkušnje? V celoti zelo zabavljači. Je res različno, da ne bi koga, da bom zdaj povedal, kdo je bolj, kdo je manj. Lahko sam povem, recimo, da Prekmurje čudovito. Publika do jutra. Nekaj manj, nekaj več v celoti, pa zelo zabavni ljudje se radi zabavajo, radi se poveselijo, radi zaplešajo, to se zavriska, to poka po šivih. Recimo, dosti smo igrali po Avstriji, svoje čase nazaj, in tam ti določijo 1 uro igraš, potem pa 10 minut pauze, prinesejo ti pir na oder, ko nosiš na oder, imamo mizo, ne, lahko ti tam na odru spiješ, ampak 1 uro igraš, pridejo, plešijo 1 komad do 2. Ampak nič ni narobe, oni pač imajo tako navado. Da kar poslušajo. Bolj poslušajo, ja. Kaj pa izziv za igranje, če je starejše občinstvo, mlajše občinstvo, vam je vseeno, verjetno se znate prilagoditi vsaki situaciji. Točno tako. Lahko je to malo starejša populacija, eni morda gledajo, pa sami stari, ne. Ma sploh ne, pomembno je, da plešijo, da so veseli, da čutiš tisto pozitivo od njih ven, da so zadovoljni in čudovito igrati. Prej ste omenili, da vi povezujete program, da vi stresate šale. Kaj, naprimer, če se zdaj preseliva na neko poroko ali pa na neko 50-letnico, vse pripravite, imate tudi igre, šale stresate, kaj vse počnete poleg igranja? Ja, to mora biti. Igre morajo biti, šov program, mi rečemo šov program, mora biti. Zdaj, to je tako, zelo natančen, zelo okusen. Včasih, glede na to, da smo stari muzikanti, je veljalo vse. Danes to odpade. Mora biti vse prefinjeno, nič vulgarnega, vse natančno, res, da katerega ne prezadeneš, ne več pa delamo šov program iz sebe. Ko rečemo, sami sebe usmešimo, nobenega ne prizadedamo. Skratka, delamo tem, da nasmejimo, da zabavamo ljudi, da ni samo glasba, ne. Tudi kaki vic pade vmes, pa dogaja se, skratka, pestro je, ker če samo glasba, to je, pa ne vem, kako lahko dobro igraš, to je monotono postane, ne. Prej ste omenili, da spremljate tudi mlade ansamble, da dobro igrajo. Tako iz radovednosti radi poslušate, radi ocenjujete druge ansamble ali niste s tem nič obremenjeni? Včasih rečemo, da je kdo poklicno obremenjen, da posluša, spremlja. Kako je s tem pri vas? Obremenjen ne. Rad pa spremljam, rad pa poslušam. Rad tudi pohvalim. Recimo, če nekaj ni dobro, vi imate svoj ansambl, pa en komad se vam pač ni posrečil, ker se to zgodi vsakem. Misliš, da je dober, pa ni, evo, nekaj. Ne bom vam rekel, evo, to je pa za nič, ne. Sem zdržal komentarja ali pa nekako drugače izognil, če je pa dober komad, ali da nekaj res dobrega, pa z veseljem pohvalim, pa ne glede, kdo je. Jaz vedno glasbenike občudujem, kjerkoli se pojavijo, so vedri, so dobre volje, so nasmejani. Je to težko ves čas vzdrževati? Je težko. Je težko. Kadar pride utrujenost, pa če ti imaš 7, 8, 9, 10 ur igranja za seboj, je težko. Je težko, ampak če si to želiš, pa če res, še enkrat povem, želiš zabavati ljudi, oni ne smejo čuti, da si ti utrujen. Ne smejo tega videti. Še oni radi utrujen. Ja, še malce glasbe si bova privoščila, zdaj pa bomo poskrbeli za glasbo z ansamblom Roka Žlindre. Njihova pesem bo Najlepše je, kadar sva skupaj. Ansambl Roka Žlindre in oddaja Veter nosi pesem mojo. Najlepše je zame pomladi, ko se naokrog zeleni, se vrne nam lastovka mala, spet jablana v vrtu cveti. Za mene jesen je najlepša, ko v barvah nam gozda žari, se zemlja na spanje pripravlja, po
pod nogami pa listje šumi. Vendar najlepše je, kadar sva skupaj, tudi če zima je ali pomlad, tudi poleti še ali jeseni, veš, da nekdo ima vidno te rad. Pozabil na zimo, ki svetle kristale deli, z odejo nas bilo pokrije in z nami v miru zaspi. Vendar najlepše je, kadar sva skupaj, tudi če zima je ali pomlad, tudi poleti še ali jeseni, veš, da nekdo ima vedno te rad. Poleti še ali jeseni, veš, da nekdo ima vedno te rad. Člane ansambla Utrinek, ki prihaja iz posavskega konca, danes gostimo v naši oddaji. Željko, vaš ansambel ima tudi spletno stran, osnovni podatki, slike, glasba, vse, kar človek potrebuje, najde na tej strani, pa vas prosim, da jo malce predstavite, da poveste, kje jo najdemo, kateri je naslov in kaj objavljate na njej. Vse je gor, kot ste rekel, in glasba, in teksti, in slike, razne. Skratka, spletna stran, ki se imenuje www, ansambel, črtica, utrinek.si. Se pravi, www.ansambel, črtica, utrinek.si. Pa tudi, če v iskalniku tipkate vaše ime, se pojavi gor in se tudi, če kar na Google napišete, se odpre gor ikona za spletno stran. Ali pa telefonska številka, moja 040 462 701. Če vas kdo želi najeti za glasbo in zabavo, pokliče na to številko. Tako. Ja, prej ste omenili, da so ti ponovoletni meseci bolj mrki, kar se tiče glasbe, da ni toliko dogodkov, prireditev. Kaj bo ansambel Utrinek počel v teh zimskih mesecih, ko še snega nimamo, pa ga še čakamo? Ja, točno tako. Zdaj januar, februar, še en del marca so res taki, kot rečemo, mrtva sezona, mrtvi mesec, ni toliko igranja. In to je pravi čas, da se ansambel zapre v studio, kot smo rekli, tako bomo tudi mi naredili. In tole zgoščenko, ki imamo že skoraj da pripravljeno ves material, spravili pod streho. Kdaj lahko pričakujemo vrhunec tega vašega praznovanja ob 10. letnici? Plani so, imamo nekje tam jesen, nekje tam začetkom, ko se začeti prazniki november, december, morda tudi, če ne prej december, da bi se začeli te koncerti oziroma promocija te naše zgoščenke oziroma da zabeležimo tale 10. obletnico. Obljubite, da pridete v goste, ko bo zgoščenka zunaj? Z velikim veseljem. Za danes pa se vam zahvaljujem za prijeten klepet. Želim vam veliko dobrih špilov, če se lahko tako izrazim, veliko dobre volje in pozdravite še preostala člana. Hvala vam za povabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa tudi hvala, ker ste nas spremljali v tokratni oddaji. Z ansamblom Spev in pesmijo Pev bi zate bomo sklenili nocojšnjo oddajo. V našo družbo pa vas, kot ste vajeni, spet vabim prihodnji ponedeljek. Lepo se imejte, srečno. Zamen bila si,
kot rosa na cvetu, iz usnic vapila, ljubezen in srečo. Zdaj pa želel bi tebi zapeti, ljubezen je v meni, kakor pred leti. Pil bi zate vse življenje, da bi k meni se vrnila, da bi s pismijo priklical čas, ki sva ga zamudila. Pil bi zate vse življenje, da bi k meni se vrnila. Pil bi zate, sreča moja, da bi zopet me ljubila. Ne vračaš se k meni, več zgodbi nobeni, so prazne besede, ker ni te ob meni. Jaz pa želel bi tebi zapeti, ljubezen je v meni, kakor pred leti. Pil bi zate vse življenje, da bi k meni se vrnila, da bi s pismijo priklical čas, ki sva ga zamudila. Pil bi zate vse življenje, da bi k meni se vrnila. Pil bi zate, sreča moja, da bi zopet me ljubila. Pil bi zate vse življenje, da bi k meni se vrnila. Pil bi zate, sreča moja, da bi zopet me ljubila. Pil bi zate, sreča moja, da bi zopet